Kako lahko potegnete najboljše iz situacije, na katere nimate vpliva? Moje ime je Aleksander in to današnje coaching vprašanje je vprašanje fokusa. Čemu posvečate fokus? Veliko ljudi danes posveča fokus aktivnostim, stvarem, vedenju, na katerega nimajo vpliva. In težava, če posvečamo fokus nečemu, na kar ne moremo vplivati, je to, da se počutimo nemočni. In ta nemoč povzroča cel kup negativnih emocij. Od obupa, jeze, frustracije, žalosti. In vse te negativne emocije vplivajo lahko negativno na nas, na našo manifestacijo, na to, kako se premikamo proti ciljem. Največkrat takrat se premikamo proč od svojih ciljev, proč od tega, kar bi hoteli. In namen današnjega coaching vprašanja je, da vas usmeri k vedenju, k spremljanju in aktivnostim, na katere imate vpliv. In tiste aktivnosti lahko spremenite. Po domače lahko rečemo, ukvarjajte se s vsem, na kar imate vpliv, in če nekaj nimate vpliva, prepustite, da se s tem ukvarja nekdo drug. Če bi radi spremenili vedenje ljudi, ki jih imate radi, ako na to vplivate, dajete neke dobre sugestije, da komentirate, dajete povratno informacijo. Če včasih oseba tega ne želi, je vse, kar lahko naredite, da tej osebi date neko pozitivno misel, morda za to osebo meditirate, molite, pošiljate tej osebi telepatsko pozitivne sugestije, ljubezen, hvaležnost, mir in dovolite, da ta oseba gre naprej po poti svojega življenja, kamor sama hoče in na način, kako si sama želi. In če je ta oseba srečna ali pa ni srečna, na to nimate vi direktnega vpliva, zato se s tem ne ukvarjajte. Vi se ukvarjate z vašo srečo, ker na to imate vpliv. Vi se ukvarjate z vašim odzivom, ker na to imate vpliv. Vi se ukvarjate s tem, kar bi vi radi, ker na to imate vpliv. Vaša sreča je odvisna od vas. Sreča drugih ne more biti odvisna od vas in ne sme vplivati na to, kako se vi počutite. In zdaj tukaj govorim teoretično, vendar vedno, ko je nekdo, ki ga imam jaz rad, član ožje, širše družine, ali pa tudi nekdo, ki je udeleženec naše mastermind družine, nekdo, ki pride k nam na različne delavnice, nekoga, ki ga lahko spoznavam pobližje, ko je ta oseba slabe volje, nesrečna, ko ta oseba ne dosega ciljev, rezultatov, to vpliva na mene. In potem, kako uporabim to današnje coaching vprašanje, uporabim tako, da si rečem, Aleksander, ti daš vse, kar lahko daš. V tem trenutku, če bi lahko dal več, bi dal še več. Ker ne znaš, ne zmoreš, dovoli, da ta oseba sama najde svojo pot. Spusti. Najdi srečo v sebi. Začuti mir. Sprosti se, nasmehni se. Ker največkrat to, da ste vi slabe volje, še dodatno podkrepi slabo voljo druge osebe. Ko pa vi spustite, se zgodi nek zanimiv čudež, da ta oseba se lahko želi spremeniti. Včasih mi na te osebe, še posebej nekoga domačega, nekoga, ki imamo zelo radi, tako močno pritiskamo, da ta oseba pritiska nazaj in ne želi narediti spremembe. V trenutku, ko mi spustimo, oseba sama najde spremembo. Najde svojo pot, svoj način. Ne se ukvarjati s tem, kar ne morete spremeniti. Ne morete spremeniti sveta, ne morete spremeniti politike, ne morete spremeniti športa, ne morete spremeniti medijev, ki tekmujejo eden bolj kot drugi, kjer bo bolj negativen, kjer bo bolj sprl ljudi med sabo. Vse zaradi nekih finančnih interesov, peščice ljudi v ozadju, ki vse to nadzirajo. In želijo, da so ljudje med sabo sprti, želijo, da ljudje so v tem negativnem čustvenem stanju, da imajo nenehno nek pritisk in tako jih tudi obvladujejo. Jaz bi rad, da usmerite pozornost raje na sebe in se vprašate, kako sem lahko srečen v tem trenutku.
kako ste lahko mirni, kako lahko živite življenje. In zunaj bo kaos in vas boste srečni. Zunaj bo ljudje, ki bodo sprti, jezni, nesrečni in vi ste srečni. In kar naenkrat boste opazili, da se svet začne spreminjati. Vi ne spreminjate sveta, vi spreminjate sebe. Vi nehajte se ukvarjati s tem, kako morajo oni se spremeniti, da ste vi srečni. Se ukvarjate s tem, kako lahko vi spremenite vašo formulo za srečo. Užite v trenutku, ki ga imate na voljo. Užite trenutek v polnosti. Imejte ga radi. Kajti ta trenutek je edini, ki ga imate v tem trenutku. In hvala, ker ste ta trenutek namenili temu, da poslušate to coaching vprašanje. Da skupaj z njim rastemo, se učimo, razvijamo. Če je bilo to coaching vprašanje koristno, kliknite na like. Ker to je samo sekundica. Če se vam zdelo, da boste napisali, Aleksander se strinja, v redu je, ali pa se ne strinjam, ker ne morem spremeniti tašče, otroka, partnerja, soseda, sodelavca, bla, 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 me to frustrira. Napišite, ne strinjam se, Aleksander, s tabo. Napišite mi, da ste slišali, videli to coaching vprašanje. Vi ne veste, kako mi doskrat to pomeni, ko pozabim. Pozabim na vse to, kar učim. In takrat si rečem, se tega noben ne rabi, kdo to posluša. Cel kup slabih, nekoristnih vprašanj si postavljam. In ko pogledam potem in vidim komentare, rečem, wow, lej, Aleksander vztraji. Ena duša, mala dušica, je točno to potrebovala, kar je prišlo zdaj. Tudi če se tebi, včasih se meni kakšno coaching vprašanje zdi obupno, kaj sem to coaching vprašanje dal, točno to vprašanje mi takrat pride in tisto vprašanje takrat napišem in uporabim. In potem nekdo komentira, da točno to je rabo in je bilo točno v pravem trenutku na mestu. Vi ne veste, kaj bojo vaša dela in dejanja naredila. Vi ne veste, komu bo lahko to, da ste zdaj delili, ali pa všečkali, ali pa vsaj komentirali, napisali noter, nekaj pomagalo. Kajti v tem čarobnem svetu socialnih omrežij je to način, kako lahko neko sporočilo, neko coaching vprašanje vidi večje število ljudi. Tako, če še niste tega naredili, sedaj je čas, komentirajte, všečkajte, ali pa delite. Pomagajte mi pomagati večjemu številu ljudi. Hvala, ker ste in hvala, ker boste od sedaj naprej večji del časa posvetili temu, na kar lahko vplivate in tisto, kar ne morete, se zahvalite za to. Pošljete pozitivno energijo in dovolite, da se odvije tako, kot se rabi odviti. Včasih nekateri ljudje rabijo neko izkušnjo, da zrastejo in se naučijo. In tudi, če jim vi poveste, nikoli ne bojo tega tako doživeli, kot če grejo sami skozi to. Doskrat smo rekli, ko nekdo odraste in gre skozi nek proces, šele razume ta proces. Teoretično, a ne more razumeti. Hvala, ker ste delili, komentirali, všečkali in zdaj pa res se vidimo na naslednjem coaching vprašanju. Do takrat klikajte like, delite, se vidimo.